pa mogoče tukaj preidem na mikroplastiko, ne. Kaj je pa mikroplastika? Tudi tukaj sem iskala različne definicije, sicer tukaj nisem prišla do tako raznolikih opisov, kar se tiče, rekla, osnovne definicije, ampak nekako se vse definicije, ki jih na spletni strani najdemo, vračajo na izvorno definicijo, ki jo definira Evropska agencija za kemikalije oziroma European Chemicals Agency ali tudi EHA. Mogoče bom tudi ta izraz večkrat vmes uporabila. EHA je agencija Evropske unije, ki izvaja zakonodajo Evropske unije o kemikalijah, seveda z namenom, da zaščiti okolje in pa naše zdravje. Namreč vemo, da boljša kot je poznavanje, boljša kot je pravna ureditev nevarnih kemikalij, boljša je zaščita tako potrošnikov, delavcev in tudi okolja, in s tem se lahko olajša recikliranje in pa tudi s tem se industrijo spodbudi k razvoju varnejših alternativ. In agencija EHA pri tem ima eno izmed pomembnejših vlog, ker tudi prejema in ocenjuje posamezne registracije iz vidika skladnosti z zakonodajnimi predpisi. In Evropska agencija za kemikalije definira mikroplastiko kot majhni trdni plastični delci v dimenzijah manjši kot 5 milimetrov, ki so sestavljeni iz različnih polimerov, tudi nekih funkcionalnih aditivov in, bomo rekli, predstavljajo neko zaskrbljenost. In v tem tudi v nadaljevanju. Tudi Wikipedia, Google, Plastic Europe opredeljujejo mikroplastiko na ta način, namreč splošno je obveljala definicija, da so mikroplastika delci velikosti manj kot 5 milimetrov. Seveda, da si pa lažje to predstavljamo, kako pridemo do te mikrodimenzijske skale, si pa poglejmo merilno skalo v osnovi. In tudi v uvodnem srečanju smo govorili o tem, kako zanimivo je to, da si mi nek problem ali nek izziv ali neko vprašanje se ga zavedamo, si ga postavimo prej, če mi to stvar vidimo oziroma lahko otipamo, kar pomeni, da če mi govorimo o makrovelikosti, torej to so centi, deci, deka, govorimo o produktih, pa lahko govorimo zdaj na primer o plastiki. To so izdelki, ki jih vidimo, in bila je narejena prav raziskava, kjer so ugotovili, da so stvari, ki so jih ljudje, anketiranci videli, so se prej zavedali neke potencialne problematike ali nekih vprašanj, kot pa na primer v nekih primerih manjših snovi v mikro ali celo nano velikostih, ki jih s prostim očesom zelo slabo, težko ali pa sploh ne vidimo. In zelo podobno je lahko situacija tudi na področju mikroplastike. Torej, ko govorimo o mikro, torej govorimo o velikostnem redu 10⁻⁶, da pa si vi to sploh lahko predstavljate. To je območje, v katerem lahko zaznamo evkarionsko celico, bakterije, celično jedro, ko pa gremo v velikostni razred še pod 1 mikrometer, govorimo pa o velikosti virusov in pa tudi drugih makromolekul, kot so na primer proteini in pa ribosomi. Kje na merilni skali pa smo z mikroplastiko? Tukaj, po definiciji, je to tista plastika, ki je dimenzije, torej premera manj kot 5 milimetrov. Pred leti je bilo predlagano, da bi se izraz mikroplastike uporabljal za tiste dimenzije, ki so manjše kot 1 milimeter, torej da v območju res mikroskale, vendar je vseeno kasneje se
ta zgornja meja 5 mm vse splošno sprejela, predvsem zaradi tega, ker v tem rangu so vključeni tudi vsi tisti delci, ki jih lahko organizmi zaužijejo. In na nek način se je s to, rekla, višjo mejo tudi povečala varnostna mreža, kar se tiče mikroplastike. Mogoče vam tukaj še kot neko zanimivost lahko povem podatkov o usodi teh mikrodelcev, torej plastike v mikrovelikosti ali velikosti manjši kot 5 mm v našem prebavnem traktu, na primer, je zelo malo. Ampak vseeno mogoče za en tak občutek črevesna stena je zelo pomembna biološka bariera v našem telesu in skozi njo lahko prehajajo delci manjši od 150 mikronov, nekje tukaj. Ko pa še globlje, na primer v tkiva, pa lahko pridejo manjši delci tudi od 1,5 mikron. Da si mogoče to občutek velikosti delcev lažje predstavljate. Poleg osnovnih definicij mikroplastike pa obstaja še veliko drugih opisov na spletu in različnih literaturah, tudi v člankih, ki se nanašajo na njene lastnosti oziroma na njene aktivnosti ali procese v okolju. In definicije, s katerimi se srečamo, so tudi te, da je mikroplastika sodobno onesnažilo, da je to nastajajoče onesnažilo, da so to onesnaževalci, ki povzročajo zaskrbljenost. Ta definicija je tudi v povezavi z EHINO definicijo, namreč veliko, bom rekla, kemikalij, ki jih v vsakdanjem življenju uporabljamo vse na podlagi Evropske kemijske zakonodaje, uredbe REACH in pa tudi Evropske agencije za kemikalije opredeljuje kot contaminants of emerging concern, torej onesnaževalci, ki povzročajo zaskrbljenost. In v tem kontekstu je tudi onesnaženje z mikroplastiko prepoznano kot eno vodilnejših in pomembnejših okoljskih vprašanj, s katerimi se danes človeštvo sooča. Potem zelo zanimiva ali pa tudi pomembna lastnost mikroplastike pa je, da deluje kot kemijski vektor okoljskih onesnažil. In tega se mogoče premalokrat zavedamo. To pomeni, da imajo, rekli, mikroplastika kot majhni delci z veliko adsorpcijsko površino sposobnost, da potem, ko se sprostijo in ostajajo v okolju, nase vežejo tudi neka organska onesnažila, tudi te organska onesnažila, ki ne razpadajo, ki obstojijo v okolju dlje časa, tako da s tem se tudi poveča možnost kopičenja teh organskih onesnažil ali pa drugih okoljskih onesnažil skupaj z mikroplastiko in seveda s tem se poveča potencialna akumulacija tudi v živih organizmih. Kot je moja predhodnica povedala, ko govorimo o plastiki, zato da lahko pridobi svojo uporabno vrednost, so ji dodani tudi neki aditivi, in v določenih izdelkih je lahko teh aditivov tudi do 50% celotne strukture. In te imajo različne funkcije, ki, bomo rekli, uporabnost polimernih materialov izboljšujejo. In tudi ti, ne vsi, ampak nekateri od teh aditivov predstavljajo okoljski izziv, okoljski problem, saj se v bistvu z razgradnjo plastike v okolju in nastankom mikroplastike v okolje vnaša tudi te kemikalije. In za nekatere, bom rekla, in jih bomo še v nadaljevanju na drugih webinarjih tudi opisali, je že jasno, da delujejo ali kot hormonski motilci, ali imajo negativen vpliv na samo reprodukcijo, torej na razmnoževanje, ali pa so celo potencialno kancerogeni.